prispevkom skrenila z vaše dopoldanske poti, na kar me je kolegica Dalja Mihelič prijazno opozarjala že v službi, potem pa blagohotno pristala na ta moj odmik in ugotovili sva, da bo govorec za menoj ravno prav lahko ilustriral mojo zgodbo. Se bom pa deloma vendarle poskusila dotakniti tudi tematike zgodb in njihove obeseditve za posebne bralce, ki zaslužijo vso našo pozornost in ki jih, če sodim po svojih domačih, ne gre podcenjevati. Pa vendar za začetek, zakaj sem izbrala tematiko žensk in otrok? Morda zato, ker bi bila to zelo zanimiva zgodba prav za otroke in mladino, ker nekako računam, da bi se morda vsaj za trenutek poistovetili z izkušnjami sovrstnikov izpred 100 let. Me je pa s to mislijo navdala predvsem izkušnja s 3 devetošolci neke ljubljanske osnovne šole, ki so pisali raziskovalno nalogo o svoji šoli v času Prve svetovne vojne. V pogovorih z njimi sem spoznala, da je bilo njihovo posredno srečanje preko šolske kronike namreč s sovrstniki v vojni, zanje izredna izkušnja, spraševali so se namreč ves čas, kako je bilo mogoče v vojnih časih preživeti, kaj vse so bili otroci primorani v vojni početi, jih je čudilo in navdajalo z občudovanjem. Žal pa doslej želje, da bi zgodbo o ženskah in otrocih v vojni zapisala za mlajše bralce, še nisem uresničila. A povsem brez izkušenj, kot je bilo že rečeno, na tem področju nisem. In to prav po zaslugi ponovno svoje nekdanje predstojnice in pred mnogimi leti tudi urednice zbirke, o kateri je bilo govora dopoldan, se pravi zbirke, ki jo je izdajala založba Mladika. Njeno prijazno povabilo k sodelovanju v Mladikini zbirki sem sprejela z veseljem in kot poseben izziv, čeprav sem bila samovšečno prepričana, da je pisati za mladino nekaj povsem lahkega in ne bo terjalo od mene posebnega časa in napora. Zmotam. Knjigo, ki smo jo domiselno naslovili Prvi med junaki je naš kranjski Janez, smo zastavili tako, da bo bralcu pokazala del naše vojaške zgodovine, ki je bila zelo zamegljen, v šoli slabo obravnavan, v kolektivnem spominu bolj ali manj odsoten, predvsem pa smo nekako stopili na žur ustaljenemu, lahko rečem tudi stereotipnemu prepričanju Slovencev, da pred drugo svetovno vojno nimamo svoje vojaške zgodovine, čeprav smo imeli v naši sredi, Andreja zdaj ne vidim, izjemnega poznavalca slovenske in splošne vojaške zgodovine, to je dr. Andreja Vovka, vendar je en glas vsekakor premalo, da bi preglasil vsevedno večino. Zgodbe slovenskih polkov so zaživele, ker jih je ilustratorsko podložil Rudi Skočir z nepozabnimi slikami iz vojaškega življenja in preplet obojega je dal zame še danes izjemno delo, pa ne toliko zaradi besedila, kot prav kombinacije zapisanega in zarisanega. Vendar, če sem čisto odkrita, ni šlo gladko. Namreč, ko sem prvič dobila lektorirano besedilo v pregled, bi najraje vrnila pogodbo, diplomo in še kaj, saj je bilo na papirju več rdečega kot česa drugega, toda s podrobnim branjem sem spoznala, da je navkljub dejstvu, da sem bila tedaj v znanosti delujoča slabih 7 let, se pravi ne predolgo dobo, moj jezik povsem neprimeren, zapleten, z dolgimi, dolgoveznimi stavki, ki jih je bilo preprosto potreba spraviti v red. In ko je bilo to storjeno, je besedilo steklo kot brhkah čiplanin, če povzamem Gregorčičevo Soči. Naslednjič, ko sem bila povabljena k sodelovanju v zbirki Državne založbe Slovenija, zgodovinsko klasje, da sem spremno besedo dopolnila knjigo Oblaki so rdeči, je bilo že veliko lažje. Kajti poznala sem recept, imela za seboj zopet odličnega urednika, s katerim sta se prebijala skozi okope Prve svetovne vojne za mladino. Podobna naloga je bila tudi vodnik po Soški fronti, kjer se je bilo potrebno na nek način poistovetiti z nekim drugim bralcem, ki po eni strani zelo dobro pozna tematiko, saj se bo z vodnikom podal na povsem specifično popotovanje po ostalinah in obeležjih Prve svetovne vojne po Sočju, po drugi strani pa morda želel izvedeti nekaj več in nekaj drugega od tega, kar je že slišal in bral. Zato je bila tudi v tem primeru pomembna predvsem metodologija, kaj vzeti kot snov in kako jo prednesti na način, da bo bralca pritegnila do takšne mere, da se bo odločil, na primer, obiskati manj znane kotičke spomina na Prvo svetovno vojno. In zdaj še k tematiki,
za katero sem prepričana, da bi lahko postala zanimiva zgodba, v kateri se skriva del naše zgodovine, del svetovne zgodovine, del prikrite zgodovine žensk in še bolj prikrite zgodovine otroštva, za katerega pozabljamo, da so tihi spremljevalec zgodovine in ga jemljemo kot samoumevnega in toliko nepomembnega, da mu ne posvečamo ne časa, ne pozornosti. Podobno bi, z redkimi izjemami, do nedavnega lahko trdili za zgodovino žensk, pri čemer pa želim poudariti, da ne sodim med tiste zgodovinarje ali bolje zgodovinarke, ki obravnavanje zgodovine žensk izločajo kot neko posebno zgodovino, temveč jo poskušam tudi po vzoru svoje sodelavke Darje Mihelič obravnavati kot del celote, brez katere celote ne bi bila celostna. To je sicer težko in verjamem, da je potrebno včasih nekatere zgodovine obravnavati ločeno in posebno poudarjeno, da s časoma doumemo, da so del celote, del nekega razvoja, ki so ga soustvarjale. Za prvo svetovno vojno trdimo, da je bila prva totalna vojna v zgodovini. Pa vendar so bile tako ženske kot otroci iz te zgodovine vedno izključeni, kar je posebno pomenljivo in ironično obenem. Saj je bil pomen totalnosti prav v tem, da je vojna ujela civilno prebivalstvo in je bil njen teror, tudi v prvi svetovni vojni lahko že o njem govorimo, usmerjen tudi zoper nebojujoči del prebivalstva. In ker vojno lahko merimo, jo ocenjujemo in predvsem razumemo skozi spomin nanjo, je bil tudi spomin izrazito moški, kar moramo pripisati splošnemu vzorcu o gospodinjski vlogi ženske, o njeni pomanjkljivi izobrazbi in izrazito ženstveni vzgoji, ki ne bi preprečevala javno vpisovanje njihovih izkušenj ali odzivov na javne dogodke, posebno vojne, ki je bila izključno moška domena. Toda vojna je v mnogočem tudi združevala, oziroma ljudi in družine, ne glede na njihov socialni status, postavljala pred zelo podobne izkušnje, opredeljene z nenehno skrbjo za sorodnike v vojaških okopih in tudi nihanje življenjskega standarda so se najprej odrazila v družinah. Tako imenovana domača fronta ali v angleščini home front je bila v marsičem odvisna od vzdržljivosti družine in posameznika, ter se je šele potem zrcalila v družbi kot celoti. Predvsem pa je bila, če se premaknemo na naše nekdanje državno ozemlje, v avstro-ogrskem okviru družina središčna točka pri mobilizaciji družbe za vojno. Avstro-ogrske oblasti so mobilizirale množice za vojni napor prav preko družine. Temu so prilagodile jezik oziroma so glede na potrebe vojnega dela in trga ženske in mlajše družinske člane nagovarjale v družinskih kategorijah z materami in otroci, kar pomeni, da je materinstvo in otroštvo na simbolni in stvarni ravni predstavljalo centralno vlogo na domači fronti. Družina je med vojno doživela korenite strukturne spremembe, ker so se premešala tedanja družinska razmerja in družinska hierarhija. Ta preobrat v družinskih razmerjih je na moške na vojni učinkoval drugače. Za razliko od žensk in otrok, ki so v novi vojni družbeni strukturi postali bolj vidni, so se moški v masovni vojni, kot je bila prva svetovna vojna, kot posamezniki povsem izgubili. Vest, ki se je med vojno tkala med družinskimi člani, se je vzdrževala predvsem s pomočjo pisem, katerih učinki so bili večstranski, od skrbi za domače gospodarstvo in stanje v družini, do iskanja utehe in privida nadaljevanja utečenega, mirnega življenja potem, ko se bo morija končala, do ohranjanja tradicionalnih družinskih razmerij oziroma hierarhije, ko so pisma pisali družinski gospodarji. Vojno družbeno stvarnost je ameriška zgodovinarka Maureen Healy celo poimenovala družba brez očeta, Fatherless Society. Osrednja vez med otroci, ženskami, domačo fronto in vojno je bila država. Avstro-Ogrska je oblikovala celo državljanski apel k službi v vojnem času, ki je naslavljal tako avstrijskega otroka kot avstrijske žene. Otroci naj bi se žrtvovali za čast monarhije, za njeno preživetje, predstavljali so njeno prihodnost, ženske naj bi potlačile razlike ter bile bolj solidarne, kar naj bi se izražalo v ženski enotnosti, v ženski energiji in v ženskem delu. Ves čas je to žensko poudarjeno tudi v njihovem besedilu, kar vse je bilo ključno za preživetje Avstrije. Torej je šlo za poskus mobilizacije otrok in žensk za totalno vojno.
Otroci so monarhiji v vojni posodili podobo upanja, zazrtosti v prihodnost. Otroci so predstavljali, oprostite mi izrazu, menš material, se pravi človeški material, človeške in družbene vire, s katerimi naj bi izpolnili vrzeli, nastali s padlimi vojaki v vojni. V razvijajoči se populacijski politiki so statistiki analizirali stopnjo rojstev in merili, tehtali ter raziskovali telesno konstrukcijo in načrtovali zdrav razvoj nacije. Močni in zdravi otroci so predstavljali potencial za močne vojake in zdrave matere za naslednjo generacijo. Toda v tem tekmovanju za zdravo in vitalno prihodnost je dvojna monarhija izgubljala boj. Največji vpliv in vlogo v vojnem otroštvu je imela šolska fronta. Monarhija je instrumentalizirala šolski sistem in s tem tudi otroštvo, ker je otroke uporabila v vojni ekonomiji in storitvenih dejavnosti, vendar je imel avstrijski šolski sistem v vojni veliko težavo. Saj je zaradi vojne doživel kolaps, tako zaradi mobilizacije učiteljev, kot rekvizicije šolskih prostorov za vojaške potrebe. To se je zgodilo tudi v Lodskih šolah v Ljubljani, zato je moral biti pouk prestavljen na nadomestne lokacije. Šolske oblasti so izdale tudi navodilo, po katerem so bili opuščeni tako imenovani manj važni predmeti, glavnim pa se je posvečalo več časa. A učitelji so kmalu opazili, da je začelo osnovno znanje, na primer lepopis, občutno pešati. Predvsem pa je bila osrednja naloga šolske vzgoje tako imenovana patriotična vzgoja šolske mladine. Elementi patriotizma, ki so ga vodili v ljudski šoli, so bili cesarska pesem in druge patriotične slavnosti. Tudi v procesu preskrbe s hrano, kar je bil temeljni problem monarhije od leta 1916 dalje, je bila šola vloge nepogrešljiva. Preskrba s hrano je med drugim predstavljala tudi aktivnejši vstop žensk in otrok v izmenjavo in komunikacijo z državnimi ustanovami in sta ga opredeljevala dva elementa, vztrajanje in prostovoljstvo. Oba sicer v primerjavi z aktivnim vojaškim stažem pasivni, a za obstanek države v vojni odločilni drži. V preskrbovalni verigi so igrale pomembno vlogo dobrodelne akcije, tako v organizaciji tako imenovanih narodnih žen, kot tudi šol. Dobrodelne in zbiralne akcije so potekale tako v pomoč vojakov na fronti, kot tudi podporo revnim slojem prebivalstva in predvsem otrok. Predvsem sta tukaj dve kategoriji, se pravi vojne vdove in vojne sirote, ki so bile deležne te pomoči. Tudi slovenske šolske kronike, in tukaj dejansko izhajam iz kronike treh osnovnošolcev, ki sem jih prej omenila. Raziskovalna naloga, samo še to takole pod črto, bi bila primer tudi solidne diplomske naloge na bolonjskem študiju zgodovine, je dejansko pokazala, kaj vse so tedaj slovenske šole morale storiti za to, da bi Avstrija vzdržala. Kot rečeno, so slovenske šolske kronike od samega začetka vojne beležile pozive k dobrodelnim akcijam. Z raznimi nabiralnimi akcijami, nabiranje robidovega lista, recimo listja za čaj z vojakom, izdelovanjem papirnatih podplatov, izdelovanje vojaške obutve, krpanje perila za vojsko, so na nek način aktivno stopili v svet vojne in vojevanja. Vojaške oblasti so tedaj celo izračunale število kosov in oblačil, ki bi jih učenke lahko spletle in potem bi Tirolska fronta obuta v nogavice, naprimer nekega šolskega razreda, bistveno dlje lahko zdržala. Šolska mladina je nadalje zbirala kovinske izdelke, najuspešnejši otroci so bili celo nagrajeni s spominskimi listki, ki so jih izdali na vojnem ministrstvu. Za Božič so zbirali božična darila za vojake na bojnem polju. V šolskem letu 16-17 je potekala akcija Zlato za železo, pa zbiranje starega papirja, volne in kavčuka. Z odprtjem Soške fronte med Italijo in Avstro-Ogrsko, ko je celotno slovensko ozemlje postalo zaledje fronte, so se pozivi k zbiralnim akcijam množili. Omenim naj samo posebno akcijo ljubljanskega župana Brambni ščit v železju, ko so 18. avgusta 1915 ljubljanske mestne oblasti
postavile pred magistratom ščit, v katerega so Ljubljančani proti plačilu prispevka v korist vojnih vdov in sirot zabijali žeblje. In zabijanja se je udeležila večina ljubljanskih šol. Šola je bila tako ključna ustanova za izkoriščanje sicer omejenih in skromnih otroških finančnih sredstev. Otroke so celo pozivali k vplačevanju vojnega posojila ter spodbujali k kupovanju vojnih šolskih potrebščin. Pri kupovanju vojnih obveznic velja poudariti, da je bilo to za večino otrok prva finančna transakcija v življenju, ki je njihovo prihodnost še tesneje povezala s Habsburško. Toda pri vhodnosti monarhije je bilo konec leta 1918 in posamezniki so vplačana posojila morali preprosto odpisati iz svojih bilanc. Splošno pomanjkanje je na Ljubljanske ulice predmestni magistrat 21. in 22. aprila, v najbolj obsežni obliki pa 24. aprila leta 1918 prignalo ženske in otroke, ki so od župana zahtevali več živil. Po demonstracijah je na posredovanje deželne vlade mestni aprovizaciji uspelo pridobiti dodatne vagone hrane. In podobne demonstracije so se dogajale tudi v drugih slovenskih mestih, na Jesenicah, v Trstu, v Celju. Demonstracije in vrste za hrano, v katerih so sodelovali ženske in otroci, so simbolizirali propad socialnega reda v državi. In če je leta 1914 robusten, zdrav in rdečeličen avstrijski otrok na propagandnih fotografijah poosebljal avstrijsko prihodnost, je le to leta 1918 povsem realistično predstavljen shiran, bledoličen otrok v prevelikih oblekah in žalostnim, izguljenim pogledom prav tako predstavljal prihodnost monarhije. Poleg telesnega propadanja pa so sodobniki tedaj opozarjali tudi na moralno propadanje tedanje mladine, ki se je v primerjavi s preteklostjo bolj pogosto pojavljala v javnosti in na ulicah. Pri iskanju razlogov so razpoznali dva. Eden je bila odsotnost očetov in šibkost mater, da bi vzpostavili disciplinsko avtoriteto, kot so zapisali. Drugi je bil kvaren vpliv popularne kulture, predvsem filmov, in ker smo v knjižnici, poceni pogrošne literature, kamor so šteli detektivske zgodbe in romantične komedije. Nastal je celo seznam 171 prepovedanih otroških knjig. Do tega seznama se žal ga še nisem uspela najti, ampak po prvi priložnosti bom to storila. V vsej tej paleti otroških vojnih izkušenj pa je potrebno omeniti še eno izkušnjo, ki zdaj v tem mestu ne bomo posvečali dodatne pozornosti, to je življenje v begunstvu, življenje v begunskih taboriščih in pod italijansko okupacijo, pri čemer je ponovno potrebno poudariti, da je otrok v vseh teh primerih postal osrednje gojišče tako imenovanih patriotičnih čustev, skozi katera so poskušali vzpostaviti trdne vezi med otroci in državo v vojni. In če se zelo na kratko posvetimo še ženskam v vojni in bremenu, ki so ga nosile, bo morda najprej zanimiv podatek, da so slovenski padli vojaki med 35 in 40 tisoči za seboj pustili okoli 32 tisoč vojnih vdov in skoraj 50 tisoč nepreskrbljenih družinskih članov. V celotni monarhiji je ostalo 40 tisoč vojnih vdov in 1,2 milijona vojnih sirot, torej prav toliko, kolikor je bilo padlih avstro-ogrskih vojakov. Najpogostejša vloga, pripisana ženskam v prvi svetovni vojni, so bile vloge za poslovanjem žensk. Ženske so ostale zaposlene v tradicionalnih ženskih vejah industrije, tekstilni, prehrambeni, sladkorni, tobačni v Ljubljani, čistilni, pri uradniških delih in tako imenovanem delu na domu. Na prehodu leta 1914 v letu 1915 pa se je zgodil premik iz tradicionalnih vej industrije tudi v metalurško industrijo. Ženske so se zaposlile v tovarnah razstreliva, celo v tovarnah, kjer so izdelovali kemična bojna sredstva in perit, kar je vplivalo na njihovo zdravstveno stanje, posledično tudi na njihovo umrljivost med in po vojni. Zelo pogosto, s časoma vsakdanja, je postala podoba sprevodnic in voznic tramvajev. Zelo so znane slike, predvsem recimo iz Londona ali Pariza, kako ženske vozijo tramvaj.
Ampak sprevodnice in voznice tramvaja so se pojavile tudi v monarhiji. Sprevodnice najprej v Gradcu, Budimpešti in Bratislavi že leta 1915, leto kasneje tudi na Dunaju. Prve voznice tramvaja so se pojavile leta 1916 v manjših avstrijskih mestih v Linzu, Salzburgu in Innsbrucku. V Ljubljani so se pojavile ženske sprevodnice v hlačah. Leta 1918, ker se je morala delovnemu mestu prirediti tudi dotlej manj praktična ženska obleka. Hlačna krila so bila, samo za informacijo, tolerirana do prve svetovne vojne le v športnih dejavnostih v jahanju. Žensko medvojno delo v industriji je oblikoval dolg delovni dan. Za avstrijski del monarhije oziroma za nemško govoreči del monarhije je bilo izračunano, da je bil delovnik dolg 11 ur, v vojni industriji 13, po nekaterih izračunih naj bi povprečen delovni dan avstrijske ženske potekal od 4 zjutraj do 23 zvečer, ko so uredile še zadnje gospodinjske naloge. Njihov zaslužek za enako delo, kot so ga pred odhodom na vojno opravljali moški, včasih celo njihovi družinski člani, je bil občutno nižji. Zaposlovanje žensk pa je na drugi strani prineslo nekatere pravne spremembe v položaju žensk na Avstro-Ogrskem na področju pogodb in varuštva dednega prava. Z nadaljevanjem vojne so morali zaradi pomanjkanja delovne sile zaposlovati ženske tudi v državnih službah, ki so zahtevali večjo tehnično usposobljenost osebja, celo na pošti, kjer so moške, ženske povsem izrinile. Bolj družbeno sprejemljiva in nekako samodejna je z izbruhom vojne postala ženska dobrodelna dejavnost. Nekaj o tem smo že povedali, pa vendar izbruh vojne je prekinil redno delovanje slovenskih ženskih društev, vendar pa so slovenske ženske malodane istočasno z začetkom vojne so se organizirale po zahtevah in potrebah časa. Slovenske meščanke so v vojno dejavno vstopile z delom na humanitarnem polju. Povezujemo to delo predvsem z dejavnostjo ljubljanskega ženstva na čelu s Franjo Tavčarjevo in je obsegalo tako pripravo in delo v bolnicah, zbiranje oblek in obutve za vojake, zbiranje volne za vojaške obleke. Ustanovljen je bil poseben odsek recimo za upuhavanje sadja, brale in pisale so pisma ranjenim vojakom, zelo se je razširila tudi prostovoljno vstopanje v bolniško strežbo, pri čemer je potrebno povedati, da so morale takrat ženske za to opravljati poseben tečaj, ugotavljane so bile njihove psihofizične lastnosti, če bodo sploh kos takemu delu, in celo 4-tedensko prakso v bolnicah so prej opravile, preden so šle v neko vojaško bolnišnico dejansko potem k delu. Omenim naj še dve zelo pomembni Slovenki, ki sta se ukvarjali potem predvsem z slovenskimi vojnimi slepci. To sta bili sestra Klara, zdaj je pa v tem trenutku šlo ime, Franica Vrhunc, sestra Klara, in njena kolegica Minka Skabrne, ki sta v Gradcu delovali v posebnem zavodu za slepe, jih učile brati v Braillovi pisavi in slednja je tudi usposobila 106 slovenskih deklet in žena, da so brale v Braillovi pisavi in pripravili kar 100 slovenskih del za slovenske vojne slepce ponovno v Braillovi pisavi. Obe sta potem po vojni iz Gradca praktično preselili vojne slepce v Ljubljano, tukaj ustanovili zavod za slepe in tudi knjižnico za slepo in danes se reče tudi slabovidno mladino. O tem, da so ženske prevzele nase breme vzdrževanja družine, ne le s prevzemom tako imenovanih moških del, nedvoumno priča njihov vsakdanji boj za denarne podpore družinam upoklicanih avstro-ogrskih vojakov in za vsakdanji vojni kruh, za katerega je bilo potrebno počakati v vrstah tudi po več ur. Za pomoč in spodbujanje iznajdljivosti slovenskih gospodinj je katoliška bukvarna leta 1915 izdala priročnik Marije Remec, Varčna kuharica. In tudi na podeželju, čeprav imamo nekako predstavo, da so bile razmere boljše, zato ker je mestno prebivalstvo ženske oprtane z nahrbtniki in otroci so
potovali na podeželje zato, da so prinesli domov hrano, trgovali so z blagom in z denarjem, pa so s časoma tudi razmere na podeželju niso bile boljše. Letine so bile, kot je pravzaprav pregovorno, v letih vojne slabe. Vremenske razmere je pisala neka slovenska žena svojemu možu, pa tako neugodne, da je bilo stanje že popolnoma brezupno. Primanjkovalo je delovne sile in uprežne živine, zaradi česar so bili ženske, otroci in tudi ostareli, to je še ena kategorija, ki jo popolnoma izpuščamo iz naših zgodb, prisiljeni opravljati težaška in pretežka dela. Kot pri otrokih je potrebno za konec omeniti tudi izjemno pomembno vlogo žensk v begunstvu, kjer so družine, ki so odšle v begunstvo, sestavljale prav ženske, otroci in ostareli. Dolžnosti varovanja gmotnih in duhovnih pogojev družinskega življenja, ki so jo slovenske begunke delile s svojimi sotrudnicami v notranjosti, so se pridružile povsem spremenjene življenjske okoliščine, bodisi v begunskih taboriščih, bodisi med deželani slovenskih dežel, v katerih so smeli ostati gmotnejše bolje preskrbljeni begunci, bodisi v italijanskih mestih med popolnoma tujim prebivalstvom. V tem primeru so na nek način postale slovenske ženske tudi varuhinje nacionalne identitete, saj so pogosto izražale nostalgijo za slovensko besedo, ker je niso mogli brati in so jo ohranjali le z medsebojnim komuniciranjem. Zagotovo je v kolektivnem spominu na globalni ravni najbolj ohranjena podoba ženske bolniške sestre in strežnice. Včasih simbolizirana z zelo religioznimi elementi, vendar ne neupravičeno, saj so te ženske dejansko poleg fizične oskrbe ranjenim in umirajočim vojakom prinašale mir in tolažbo. Pokroviteljstvo nad to prostovoljno dejavnostjo je Avstro-Ogrski prevzel Rdeči križ, dejavnost pa se je raztezala od sprejema ranjencev in bolnikov na železniških postajah, tudi prevoza v tako imenovanih sanitetnih vagonih ali sanitetnih vlakih, ki so jih celo poimenovali premikajoče se krste, ker so bile razmere v teh vagonih tako za ranjene, kot za tiste, ki so jih oskrbovali. Največkrat so bile sicer to usmiljene sestre, zelo neugodne in nekatere so to svoje delo plačale tudi z življenjem. Potem so ranjence sprejemale, kot rečeno, na železniških postajah in potem po vseh ostalih bolnišnicah in poljskih kirurških postajah na fronti. Pri tem pa velja poudariti, da navkljub nezamenljivosti žensk pri tem poslu je bil s strani moških vedno izražen dvom, včasih tudi kritika usmiljenih sester. Vojne razmere pa so ženskam ponudile tudi dostop in vstop v javno življenje, kar se je na Slovenskem najodločneje pokazalo po nastopu jugoslovanskega kluba in z Majniško deklaracijo. Dotlej pretežno dobrodelno delo slovenskega ženstva je tedaj dobilo politični pridih, ko sta Franja Tavčarjeva in Cilka Krekova pozvali k akciji Slovenske žene in dekleta za Majniško deklaracijo, v kateri naj bi zbirale in podpisovale izjave v podporu temu slovenskemu narodnemu programu in že prvega dne pridobile skoraj 11.000 podpisov. Višek, kot vemo, je zbiranje, ki so ga oblasti pogosto ovirale in preganjale podpisovalke, dosegle na cvetno nedeljo 24. marca 1918, ko je Franja Tavčarjeva svečano izročila dr. Korošcu več kot 200.000 podpisov. S tem so ženske pokazale, da želijo biti dejavne v odločitvah o narodni usodi, obenem pa so pozivale k miru in k koncu vojne, ter postale dejaven del ženskega mirovnega gibanja. Pridati pa tudi velja, da jim besede v unionski dvorani tedaj moški niso dali. Naj za konec izpostavim še nekaj posameznic, ki jih je vojna prizadela oziroma ponudila priložnost za uveljavitev. Slikarka Elza Oberragnar-Kastel, ona sodi v prvo skupino, je novembra 1914 postala vdova. Nekaj dni zatem je umrl še dvomesečni sin. Pisateljica Ilka Vašte je prav tako vdovela. Mož se je sicer oslabljen vrnil z Galicije, a je umrl za špansko gripo. Tudi bodoča filozofinja Alma Sodnik, ki je imela moža na vojski, od koder se je vrnil težko poškodovan, med vojno pa je zaradi bolezni izgubila tudi sina. Druge so se na vojno odzvale bolj aktivno. Dosegle so, kot smo rekli, nek presežen.
Tako je na primer sodelavka Edinosti Ivanka Anžič Klemenčič med vojno pisala prispevke o vojnih ujetnikih, urejala družinsko pratiko, sestavila brošuro o zločinu v Sarajevu, uredila poseben zvezek, ujetniški zvezek časopisa Svetovna vojska, objavila je življenjsko zgodbo o cesarju Francu Jožefu ob njegovi smrti. Med novinarkami ne gre sicer za Slovenko, na Soškem bojišču pa je zagotovo potrebno omeniti vojno dopisnico Alice Šalek, ki je svoje izkušnje na Soškem bojišču leta 1916 zapisala v knjigi Posočje 1916, ki pa kot vojna dopisnica ni bila dobrodošla niti spoštovana med moškimi kolegi ali celo med slovenskimi častniki. Jo je pa feldmaršal Borojevič zelo obrajto rekli domači. Pesnica Manica Koman in Vida Jeraj sta se odzvali z verzi. Zofka Kvedrova je med vojno urejala revijo Ženski svet in spisala roman Njeno življenje. Pa še prvo slovensko medicinsko sestro ne gre spregledati, Angelo Boškin, ki je bila med vojno celo članica švedske misije Rdečega križa v Dunajski vojni bolnici in zaradi svoje izrednih sposobnosti leta 1912 se je priučila za bolniško sestro in med vojno leta 16 oziroma 17 postala glavna sestra v Dunajski rezervni vojaški bolnici. Tako lahko potegnemo črto in ugotovimo, da je vojna dejansko ni prizanesla nikomur in ponavljam že velikokrat izrečen stavek, da je vojna dejansko prizadela sleherno slovensko družino in posameznika na bolj ali manj neposreden način.